En lep pozdrav. Moje ime je Smina Horvat, sem diplomirana medicinska sestra, zaposlena na kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove. Danes bom govorila o nihanjih krvnega sladkorja, torej o hipoglikemijah in hiperglikemijah. Moje drugo predavanje pa bo o zdravstvenem načrtu. Tako da začeli bomo pa kar z nihanji sladkorja. Pri zdravi osebi naj krvni sladkor natešče ne bi bil višji kot 6,1 milimola na liter. Po jedi bi mogel biti nižji kot 7,7 milimola na liter. Seveda so cilji pri sladkorni bolezni nekoliko drugačni. Na tešče si želimo, da je sladkor med 4 in 7, po jedi želimo, da je sladkor med 5 in 10 milimoli na liter. V času remisije, to je v času, ko pri otrocih še nekoliko deluje trebušna slinavka, se ta meja nekoliko dvigne in je med 8 in 11. Kaj je bolj nevarno? Seveda prinese več strahu hipoglikemija, ki pa na dolgi rok ne prinaša kroničnih zapletov. Torej hiperglikemija na drugi strani pa pripomore k poznim zapletom diabetesa in povzroča kognitivne težave. Torej, kaj je hiperglikemija? To je klinično stanje, ko je raven sladkorja v krvi previsoka. Ljudje brez sladkorne bolezni kaj je hiperglikemija? To je klinično stanje, ko je raven sladkorja v krvi previsoka. Pri zdravih ljudeh je največkrat vrednost krvnega sladkorja med 3,6 in 7,7. Previsok sladkor bi rekli, da je vrednost nad 7,8 oziroma 11,1. Zdaj vzroki, zakaj pride do visokega sladkorja. Vzrok je neskladje med odmerkom inzulina, aktivnostjo in hrano. Lahko je vzrok premajhen ali izpuščen odmerek inzulina. Lahko je vzrok hrana, torej količinsko prevelik obrok na dan inzulin ali so bili v igri kakšni priboljški, lahko je neustrezno sestavljen obrok, to pomeni, da je bilo preveč ogljikovih hidratov. Za primer, recimo, če otrok za zajtrk poje en dan kos kruha, naslednji dan poje pa 3 kose kruha in dobi za to isto količino inzulina, je rezultat ta, da bo sladkor previsok. Seveda je vzrok za nastanek visokega sladkorja lahko tudi bolezen in stres. Takrat začnejo delovati stresni hormoni, kortizol in adrenalin, ki dvigata nivo krvnega sladkorja. Klinični znaki. Poleg izmerjenega visoke vrednosti krvnega sladkorja se lahko pojavi tudi žeja, pitje, pogostejše uriniranje, ko so dlje časa višje vrednosti sladkorja, tudi izguba apetita, otrok je utrujen, zaspan, lahko se pojavijo motnje vida. Ko so prisotni pa še poleg povišanega sladkorja tudi ketoni v urinu, lahko tem znakom dodamo zraven še bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje, pospešeno dihanje, to je pospešeno globoko dihanje, ki mu rečemo Kussmaulovo dihanje. Kako ukrepamo? Ko izmerimo visok krvni sladkor, ko je sladkor višji od 14 milimolov na liter, pri otroku vedno preverimo ketone v urinu. To pomeni, otrok gre lulat na listek, na ketodiastix listek in preverimo, če so prisotni ketoni v urinu. Nato dodamo dodatek inzulina, seveda glede na vrednost sladkorja, ki smo jo izmerili. Za primer, če imamo predšolskega ali šolskega otroka, seveda ne bomo dali enake količine korekcije. Pri predšolskih otrocih bi recimo ob sladkorju, ki je med 13 in 18, dodali pol enote korekcije ali 1 enoto, če je sladkor višji kot 18. Seveda pri šolarjih bi bila vrednost, bi dali nekoliko več. To seveda govorim pri tistih otrocih, ki dobivajo inzulin z mehanskimi injektorji. Vedno, ko dodajamo korekcije, dodajamo kratkodelujoči inzulin, to je torej Actrapid ali Homolin R. Pri otrocih, ki uporabljajo inzulinsko črpalko, vnesemo v črpalko oziroma v računalo vrednost krvnega sladkorja in črpalka predlaga višino korekcije, ki jo potem apliciramo z pomočjo črpalke.
Vedeti pa moramo, da nikoli ne damo več kot 0,1 enoto na kilogram telesne teže. To pomeni, če imamo mi otročka, ki je težek 18 kilogramov, da nikoli ne smemo dati več kot 1,8 enote korekcije, tudi če bi črpalka predlagala več. Nadaljnji ukrepi, torej, izmerili smo visok sladkor, ampak ketoni v urinu niso prisotni. Dali smo dodatek inzulina, otrok počiva, vendar ga zaradi tega ne omejujemo pri igri, recimo, če je to otrok v vrtcu, ne rabi zato potem iti ležati in da ne more nadaljevati igre. Ponujamo veliko tekočine, da čim več pije in kontroliramo krvni sladkor nekje čez 1 uro do 2 ure. Zdaj, zakaj to naredimo? Zato, da preverimo, da se prepričamo, da je krvni sladkor nižji. S tem, predvsem pri otročkih, ki imajo inzulinsko črpalko, ki smo dali korekcijo za inzulinsko črpalko, da se tudi prepričamo, če set deluje, če ni slučajno set zamašena. Po potrebi oziroma lahko pokličete center za diabetes oziroma kličete na naš oddelek, če potrebujete kakšnokoli pomoč. Če je pa visok krvni sladkor in so prisotni tudi ketoni v urinu, dodamo enako dodatek inzulina, otrok počiva, ne ponujamo mu hrane, tekočino ponujamo po požirkih, ne sme preveč piti, da ne bi izzvali kakšnega bruhanja, in kontroliramo krvni sladkor na 1 uro. Seveda kličete v prvi vrsti starše, če ste pa recimo kje v kakšni šoli v naravi ali kjer starši ne morejo ali da starše ne dobite, vedno lahko pokličete na oddelek ali center za diabetes, kjer boste dobili zdravnika, ki vam bo pomagal in svetoval v naslednjih korakih. Torej, nadaljevali bomo pa z hipoglikemijo. Hipoglikemija je akutni zaplet sladkorne bolezni, kadar pade krvni sladkor pod 3,5 milimola na liter. Sam občutek hipoglikemije pa ima otrok lahko že tudi pri višjih vrednostih krvnega sladkorja, kadar le-ta naglo pada. Neki klinični znaki, ki se pojavljajo ob nizkih vrednostih krvnega sladkorja, so lahko bledica, znojenje, čutijo lakoto, tresanje, se jim tresejo rokice ali ustnica, lahko jih boli glavica, so utrujeni, zaspani, lahko imajo tudi motnje vida in koncentracije. Pri zelo nizkih sladkorjih so lahko prisotne tudi omotica in motnje zavesti. Spet vzroki, zakaj pride do hipoglikemije, je spet neko neskladje v telesu, med odmerkom inzulina, ki ga je otrok dobil, potem kako je aktiven in tudi hrano. Lahko je vzrok opuščen, premajhen ali prepozen obrok. To pomeni, da je otrok recimo dobil inzulin, pa potem pozabil pojesti obrok oziroma pojedel samo polovico, ker je bil zamoten in je pač šel se naprej igrati. Lahko izpustil kakšno malico, da ni bilo obroka na 3 ure. Vzrok je seveda lahko tudi kakšno bruhanje, bodisi zaradi bolezni, bodisi zaradi česa drugega. Vzrok je lahko tudi prevelika ali nenačrtovana telesna aktivnost. Idealno je, če je neka načrtovana telesna aktivnost uro pa pol po obroku, takrat smo v nekem varnem območju, sicer se pred aktivnostjo izmeri krvni sladkor in takrat vemo, če je sladkor nižji od 6, da če ne bomo dodali neke majhne malice, imeli večjo možnost, da pride do kakšnega prenizkega sladkorja. Vzrok za hipoglikemijo je lahko tudi prevelik odmerek inzulina. To pomeni, da bojo starši naslednji dan vedeli, da je prišlo do hipoglikemije v tem času in bojo naslednji dan znižali tisto dozo inzulina, ki je takrat delovala. Vzrok je pa lahko tudi hitrost vsrkavanja inzulina. To pomeni, če smo dali inzulin v podkožje nad aktivno mišico, predvsem stegensko mišico, ki je velika mišica, ki je zelo prekrvavljena in je potem otrok zelo aktiven, tudi do 7-krat hitreje lahko inzulin prehaja v telo in seveda lahko zaradi tega pride do
hipoglikemije. Tako da, recimo v primeru, če starši vedo, da bo šel otrok, da ima v šoli športen dan, oziroma vedo, da zjutraj recimo ne bi dajali inzulina nad aktivno mišico, in mi se s tem lahko izognemo kakšni hipoglikemiji. Poznamo 3 stopnje hipoglikemije. Najpogosteje se boste srečevali z lahko in srednjo. Takrat je krvni sladkor med 3,5 in 3, pri srednji med 2,0 in 2,9. Kako ukrepamo? Ko zaznamo, da ima otrok znake hipoglikemije oziroma jih on sam pove, se naj usede ali uleže in izmerimo krvni sladkor, če je le možno, Če je sladkor nižji od 3,5, ukrepamo in rešujemo hipoglikemijo. Zdaj, kako pa rešimo hipoglikemijo? Tako, da otroku ponudimo enostavne ogljikove hidrate. To je ali čista glukoza ali navadni sladkor, lahko kakšen sok, sladka pijača. Vedeti pa moramo, da glede na telesno težo otroka preračunamo, koliko tega sladkorja mora zaužiti. Za primer, 50-kilogramska najstnica bi v primeru sladkorja nižjega od 3,0 zaužila 15 gramov glukoze ali 30 gramov namiznega sladkorja. To smo preračunali tako, ker velja pravilo, da na 10 kilogramov telesne teže otrok poje 2 do 3 grame čiste glukoze. Če pa uporabljamo navadni sladkor, to pomeni lahko je pa vrednost enkrat višja. Torej v čajni žlički je 5 do 6 gramov navadnega sladkorja in toliko je tudi v tisti kockici navadnega kristalnega sladkorja. Torej, takšna količina enostavnih sladkorjev zviša krvni sladkor v krvi za cirka 3 do 4 milimole na liter. Seveda to ne začne delovati takoj, zato mora otrok vsaj še 10 do 15 minut počivati. Počakamo, s tem omogočimo telesu, da dvigne raven krvnega sladkorja in vidimo potem, če smo hipo že rešili. Če se otrok po 15 minutah še vedno slabo počuti, lahko meritev ponovimo. Če je še vedno sladkor prenizek, lahko še enkrat damo količino, rešujemo hipo z enostavnimi ogljikovimi hidrati, vendar z polovično količino kot prej. Potem, odvisno od tega, kdaj ima otrok v načrtu naslednji obrok, pojemo nekaj sestavljenih ogljikovih hidratov, pa potem nekoliko kasneje. Če ima otrok inzulinsko črpalko, so ukrepi praktično enaki, samo z nekaj podrobnostmi. Otrok seveda sedi ali leži, izmerimo krvni sladkor, nato vstavimo inzulinsko črpalko za 30 minut ali damo začasni bazalni odmerek na 0% za 30 minut. To pomeni, da se bo v tem primeru črpalka po 30 minutah sama zagnala naprej, če smo jo pa samo zaustavili, moramo pomisliti po 30 minutah, da jo ponovno zaženemo. Enako otrok zaužije na 10 kilogramov telesne teže 2 do 3 grame čiste glukoze ali namiznega sladkorja, večjo količino, počakamo 10 do 15 minut, spet, če se ponovimo meritev, če se otrok slabo počuti. In velja pri inzulinski črpalki pomniti še na to, da če je bil sladkor nižji od 3,0 milimola, da otrok zaužije dodaten obrok, ki ga pokrijemo z inzulinom. Sprva polovično, lahko pa tudi v celoti. Tukaj je tabelica, ki jo imajo tudi otroci v svojih zvezčkih, kjer je zelo lepo nazorno napisano, koliko glukoznih tabletk recimo bi zaužili, če imajo sladkor nižji od 3 in koliko, če imajo sladkor višji od 3. Vedeti pa moramo, da ima ena glukozna tableta 4 grame glukoze. Mogoče še, kje najdemo 20 do 25 gramov namiznega sladkorja, če se kje zunaj, da nimate glih pri roki glukoznih tabletk ali sladkorja, lahko posežete tudi po kakšnem zavitku medu, zavitek marmelade, recimo 2 deci ledenega čaja, Coca-Cole ali gostega soka. Na tržišču so tudi glukozni geli, kjer pa na sami embalaži piše, koliko gramov
ogljikovih hidratov je v tubici, ponavadi je tam od 10 do 15 gramov. Kako hitro se sladkor iz živila vsrka v telo? 10 do 15 minut, če uporabljamo enostavne sladkorje. To smo rekli namizni sladkor, glukozni gel, sadni sok, med ali marmelada. Sladoled in čokolada žal nista primerna za reševanje hipoglikemije, ker vsebujeta več maščobe in traja od 1 uro do ure pa pol, da se sladkor vsrka v telo. Torej, nadaljnji ukrepi. Otrok, izmerili smo prenizek sladkor, otroku je zaužil enostavne ogljikove hidrate, po 15 minutah se dobro počuti in potem glede na razporeditev naslednjih obrokov ponudimo, reagiramo naprej. Če je bila hipa tik pred obrokom, po 15 minutah otrok poje običajen obrok. Če je naslednji obrok planiran v roku 1 ure, lahko ta obrok prestavimo in ga poje že zdaj, oziroma če je to kosilo, ki se še kuha in še ni mogoče, da bi otrok takoj dobil, lahko poje kakšno sadje, recimo kakšen jabolček. Če je hipa od 1 ure do ure pa pol pred obrokom, pojemo poleg sadja ponudimo še kakšen košček kruha. Če je hipa več kot 1 uro pa pol pred obrokom ali zvečer, bi pa recimo nekemu sadju, kruhu dodali še kakšen namaz, nek sirček, torej nekaj maščobe, zato da bomo zagotovili stabilen sladkor do naslednjega planiranega obroka. Tukaj velja še mogoče povedati to, da ne smemo pretiravati z količinami teh dodatkov, tako da pri predšolskem otroku bi recimo dodali četrtino kosa kruha in polovico kosa kruha pri šolarju. Torej, omeniti moramo tudi seveda hipoglikemijo z nezavestjo. To je sicer zelo redko. V Sloveniji vodimo na pediatrični kliniki cirka 800 otrok in v enem letu opisuje nekje 10 primerov težkih hipoglikemij, ki se jim zgodijo. Ampak v vsakem primeru, če najdemo otroka na tleh, ki je nezavesten, ga položimo v stabilen bočni položaj, ničesar ne dajemo v usta, seveda izmerimo krvni sladkor in lahko apliciramo klasični glukagon, ki ga injiciramo v podkožje. Večina otrok ima pa sedaj pri sebi novi nazalni glukagon, ki se imenuje Baqsimi, ki se ga aplicira v nosnico. Potem pokličemo nujno medicinsko pomoč. Potem, ko se otrok, če je dobil Baqsimi ali glukagon, bi večinoma nekje v 20 minutah prišel k sebi, rečemo, bi ponudili tudi kakšen majhen obrok, ker smo porabili rezerve iz jeter. Neko varovalo, da ne pride do kakšnih težkih hipoglikemij v nočnem času, je vedno meritev ob 22. Pozorni moramo biti tudi ob kakšni ekstremni telesni aktivnosti, da se še po noči, recimo ob 1 po noči, še kontrolira krvni sladkor in s tem poskrbimo za to, da imamo sladkor v nekih varnih območjih. Se pa vedno vprašamo seveda, zakaj je prišlo do take težke hipoglikemije in bi res v tem primeru moglo biti res nekaj zelo narobe oziroma nek velik hiks, da bi prišlo do hipoglikemije z nezavestjo. Tako da zdaj v nadaljevanju si boste pogledali še filmček, kako pripravimo Baqsimi in kako apliciramo klasični glukagon. Dobrodošli! Pokazali vam bomo, kako uporabljati zdravilo Baqsimi. Družinskim članom, prijateljem in sodelavcem povejte, kje hranite zdravilo, ter jim pojasnite, kdaj in kako naj ga uporabijo. Vedeti morajo, kako uporabiti zdravilo, preden ga boste potrebovali. Zdravilo hranite v zaprtem tulcu, dokler niste pripravljeni na uporabo. Odprite pokrovček in vzemite vsebnik iz tulca. Pozor, ne pritiskajte bata pred vstavitvijo v nosnico, sicer boste izgubili enkratni odmerek v vsebniku. Držite vsebnik, kot je prikazano, bata ne pritisnite pred vstavitvijo. Konico vstavite v eno izmed nosnic. Bat pritisnite do konca, dokler zelena črta ni več vidna. Če je oseba nezavestna, jo po aplikaciji zdravila obrnite na bok.
takoj pokličite zdravniško pomoč na številko 112. Osebo spodbujajte, da naj čim prej zaužije hrano ali pijačo z veliko sladkorja, kot so slaščice ali sadni sok. Uporabljeni osebnik in tulec zavrzite. Z vprašanji ali za več informacij o zdravilu se obrnite na zdravnika. Ta posnetek pokažite ljudem, na katere se lahko zanesete, da boste vsi pripravljeni. Torej, da ponovimo, pripravo klasičnega glukagona ste videli v videu. Odstranimo pokrovčka, vbrizgamo topilo v stekleničko, rahlo premešamo, izvlečemo pripravljeno raztopino. Pri otrocih lažjih od 25 kg bi dali polovičko, torej 0,5 mg oziroma pol mililitra. Pri otrocih, ki so težji od 25 kg, bi aplicirali cel mililiter oziroma 1 mg. Še za konec ne pozabimo, zlata pravila. Otrok z hipoglikemijo ne sme ostati sam, vsaj 15 minut po hipi naj počiva. Ob hipi lahko tožijo tudi o glavobolu, recimo aplikaciji glukagona jim je lahko slabo, lahko bruhajo. In vekolikor ne najdemo vzroka za hipoglikemije, naslednji dan znižamo ustrezni odmerek inzulina. Ne pozabimo tudi na to, da kamorkoli greste z otroci, tudi če greste samo na kratek sprehod okrog vrtca ali za 15 minut ven, otrok mora imeti vedno s sabo merilec krvnega sladkorja, nekaj sladkega, kakšen sladkor, sok ali glukozni gel za reševanje hipoglikemije. Priporočeno je tudi otroci da naj imajo otroci pri sebi izkaznico o sladkorni bolezni, kakšni starši tudi preko interneta naročijo kakšne obeske ali zapestnice, na katerih je napisano, da ima otrok diabetes. Seveda, z dobrim vodenjem bolezni pa večino teh hipoglikemij oziroma hiperglikemij, teh nihanj sladkorja lahko preprečimo, in seveda zmanjšamo nevarnost nekih trajnih posledic. Torej, za konec še enkrat, z dobrim vodenjem bolezni lahko preprečimo veliko hipoglikemij, seveda tudi hiperglikemij. Pravilno ukrepanje zmanjša neke trajne posledice. Pa mogoče še enkrat, da ponovim, da je res nevarnost težke hipe majhna, da na 750 otrok, ki se vodijo na pediatrični kliniki, zabeležimo manj kot 10 težkih hipoglikemij na leto. To bo zaenkrat z moje strani vse. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.